Ja, spoštovane dame in gospodje, 9. november, soočenje Ptuj X, soočenje Hotel Mitra, soočenje nekako ptujske širše publike z tokrat številnimi kandidati in da ne dolgovezimo, kar začnemo. Peter, prosim. Hvala lepa, Miha. Lep pozdrav tudi v imenu Hotela Mitra kot soorganizatorja tega predvolilnega dogodka. Torej, v soočenju se bomo danes s kandidati na živo, kot smo poimenovali, se bomo malo bolj poglobljeno dotaknili predvsem tem, ki so vezane na lokacijo, kjer se nahajamo in teme, ki v drugih soočenjih morda niso bile v tolikšni meri obravnavane. Teme, o katerih se bomo pogovarjali s kandidati za župana mestne občine Ptuj, so prva tema vizija Ptuja čez 4 do 8 let in način za njeno uresničitev. Druga tema gospodarstvo, delovna mesta in socialne razmere v mestu. Tretja tema turizem. Četrta tema zgodovinsko mestno jedro Ptuja in peta tema kultura in kulturna podoba mesta. Na vsako vprašanje bo imel vsak kandidat največ 1 minuto za odgovor. Torej, isto vprašanje, 2 do 4 vprašanja bodo na vsako temo in na vsako vprašanje, ki je isto za vsakega kandidata, prosim, rekel največ 1 minuto. Po vsaki temi, preden gremo na naslednjo temo, pa bo možnost še eno replik, za katero bo pa na voljo samo 30 sekund. Če je seveda replika potrebna, ker res, rekel, ker smo malo bolj pozni danes, ne bi prosil, da res samo, če je replika potrebna, na izjavo, ki je bila na tisto temo, potem je 30 sekund in dvignite roko. Torej, gremo kar na prvo temo. Seveda, lep pozdrav tudi vsem, ki ste danes prisotni tukaj kot javnost na tem soočenju. Pa še nekaj, ker je takšen čas, smo pripravili tudi kozarček ptujskega vina za vsakega, in bi na začetku želel nazdraviti, preden začnemo vsem. Na zdravje. Na koncu bomo še enkrat. Nekaj še za všesa. Javnost bo še na koncu, Torej, brez tega v ptujskem okolju, kjer je mestska kultura doma, seveda ne gre, ampak naj nam to pomaga tudi k prvi temi, sploviti prvo temo. Vizija Ptuja, torej čez 4 do 8 let, ko boste končevali svoj, recimo, mandat ali pa polovico mandata ali pa kakorkoli si zastavljate, Miha, prosim. Zelo pomembna zadeva, preden začnem še, da poudarim. Tukaj nocoj mi ne iščemo, kdo ni primeren za župana, ampak kdo je. To je bistvena razlika nekih soočenj, ker v bistvu so kandidati dobri, sedaj pa treba izluščiti najboljšega. Se pravi, prvo vprašanje. Ali imate vašo osebno vizijo Ptuja čez 4 do 8 let pod vašim županovanjem? Torej, kako bo izgledal Ptuj in vloga Ptuja v Sloveniji, mednarodnem prostoru? In podvprašanje, ali kandidirate zato, ker je biti župan Ptuja plemenito poslanstvo z vizijo, ali zato, ker gre za delovno mesto v javnem sektorju z dobro plačo? Začnemo pred dami. Kakaj čas, da lahko odprem. Glavnem, če začnem na koncu. Jaz kandidiram zato, ker mi iskreno ni vseeno, kakšno bo mesto čez 4, 8 ali 20 let. Kandidiram zato, ker imam nekaj primernih idej, ki mislim, da bi to mesto naredile mogoče malenkost še prijaznejše za bivanje, zato da se malo več družimo. Seveda investicije, ki so potrebne v mestu, mislim, da jih bomo vsi prepoznali kot predvidevam, da kar enake, od infrastrukture do vsega. Kako smo rekla še? Kakšna bo vizija v mednarodnem prostoru? Jaz najprej upam, da se bomo ponovno pozicionirali v Sloveniji, da si bomo nazaj priborili status, ki so nam ga neupravičeno odzeli, pa rečemo, ali mogoče zaradi naše neaktivnosti, ali pa mogoče zaradi pretiranja aktivnosti koga drugega v ozadju. Tukaj bomo morali stopiti skupaj. Mene ta kampanja, ki je zelo konstruktivna, navdaja z upanjem, da bomo to v
naslednjem mandatu in v naslednjih letih zmožni, da bomo presegli te delitve in da bomo dali pozicijo Ptuju nazaj tam, kjer je. Jaz preveč govorim, pa imam minuto premalo. Hvala lepa, prosim, Rajko. Ja, to že gre v minuto, ali še ne? Torej, najprej lep večer vse skupaj. Bilo je vprašanje, ali zaradi službe v javnem sektorju. Jaz sem že v javnem sektorju, tako da jaz nimam kaj v bistvu novega pridobiti, šalim se. Torej, štarta na kandidaturo se nisem odločil brez streznega premisleka in lahko povem, da torej v kandidaturo ne grem brez glavo in pa predvsem ne za slavo, ampak zato, da se nekaj spremeni, da bo Ptuj postal mesto, kjer bo vsak dobrodošel in toplo sprejet. Že podatek, če pogledamo, da je Ptuj poleg Maribora najslabše razvita mestna občina, to pomeni, da če želimo priti v prvo vrsto, moramo storiti več kakor ostali. Ko pa kje vidim Ptuj? Ptuj predvsem vidim kot mesto prijetno za bivanje, v katerem ne bo ostrega dialoga, ne bo delitev na naše in vaše, temveč da bomo vsi delali za skupen razvoj, napredek, pri tem pa seveda nadgrajevali našo zgodovinsko dediščino ter na ta način pisali zgodbo o uspehu, ki bo mladim zagotavljala predvsem službe, stanovanja, priložnost za razvoj, ostali možnost za napredek in pa izpopolnjujoče bivanje, upokojencem pa dostojanstveno starost in aktivno preživljanje prostega časa. Evo, hvala lepa. Izvoli. Prosim, Štefan, če lahko vzamete do mikrofonja, pa kar kablo okrog nekaj. Torej, kar se tiče županske plače, vam lahko pokažem izračun, ki so mi ga naredili za penzijo. V 12 letih sem vsako leto zgubil približno 5% povprečja, torej zaradi plače verjetno noben ne kandidira, ker plača županska, vam lahko povem, je 2095 evrov neto izplačila, če imate enih 35 let delovne dobe, pa še kaj več. Tako da torej zaradi plače verjetno niti eden izmed nas danes tukaj ne sedim. Kar se tiče pa vizije razvoja, kolega Peter, se spomniš prvega računalnika, ko smo ga kupili, prvi Office in Word, in smo skupaj pisala vizijo, ki še meni danes najljubša. In sicer je bila zelo kratko zapisana, Ptuj podjetje lastnega razvoja na razvoj Novo Slovenije. Torej, kaj je to pomenilo? Pomenilo je preprosto to, da je Ptuju potrebno vrniti torej atribute pomembnega regijskega središča in torej zavzemanje, da Ptuj postane regija, je za mene še vedno prva prioriteta in verjamem, da bo toliko pameti v tej državi dozorelo, da bodo videli, da brez druge stopenske lokalne samoprave nekega pospešenega razvoja ni in da bo torej Ptuj med 11 pokrajinami, jaz torej trdim 11 mestnih občin, 11 pokrajin, kar se tiče pa razvoja, pa stavim na tradicijo. Torej, vzamemo svojo lastno, izvirno in unikatno tradicijo in jo gradimo v slovenskem in seveda tudi v mednarodnem prostoru. Veliko evropskih mest, ki ima podobno izhodišče in se lahko tam povezujemo. Hvala lepa. Igor, prosim. Vsak ima, jaz pravim, nek osebni interes in me nišče ne bo od vas pripričal, da nima nekega osebnega interesa. Jaz sem imel dva velika interesa, da nastopim na teh volitvah kot kandidat za župana. Sigurno ni plača, vsi veste, da sem skoraj 30 let odvetnik. Jaz bom imel strašen problem, če bom izvoljen za župana, ker moram potem nekaj spisano narediti in se posvetiti izključno temu delu. Pri teh interesih, prvi interes, jaz sem 50% volitev dobil. Tega župana ni več, zato sem jaz kandidiral. Se pravi, to je bil moj interes, da se iz lokalne politike umakne najslabši župan v zgodovini. Pa to sem vkral stavek, zato so danes tudi tu, ker sem jaz dva stavka vkral Ptuj Liksov, to najslabši župan v zgodovini Ptuja, drugi pa je bil, da se je vkradlo pri tržnici 2 milijona
Ne da jim lezem na nek način vrit, ker to ni moj način, ampak podpišem. To sta bila moja dva osnovna interesa. Zadnji interes je pa, vse veste, ko jaz navajam, kaj vse, pa sem bil v vrtcu, pa neki nisem bil v Ptuju, vse, da nekaj naredim za ta Ptuj, ker do zdaj sem v osnovi res delal za sebe pa za svojo družino. Hvala. Hvala lepa. Kar naprej, prosim. Robert. Dober večer, hvala. Vizija, ne? Torej vizija čez 4-8 let in zakaj kandidiraš? Evo, najprej, da se vam zahvalim, da ste to organizirali in da je to tudi na en drugačen način, malo drugačnejše teme odpremo. Pa lep pozdrav seveda vsem prisotnim. Jaz sem že ob najavi kandidature povedal, da ne kandidiram iz vzgibov po funkciji ali po plači, ker trenutno imam veliko dela, v katerem izjemno uživam, sem dobro plačan, imam krasno ženo in se mi ni potrebno zaradi tega izpostavljati. Dejstvo pa je, da v zadnjih letih sem počel veliko stvari po celem svetu, videl sem ogromno priložnosti, ogromno mest, ki imajo ali pa so imela podobne potencijale, kot ima Ptuj, in oni so te potencijale izkoristili ali pa od tega dobro živijo. Pri nas pa je ravno nasprotno, se nam mesto po malem skup ruši in zato želim s tem, kar delam vsakodnevno, razširiti moje dejavnosti tudi na lokalno skupnost in pripeljati čim več teh priložnosti, ki jih poznam globalno, predvsem zelo veliko iz Brusla, tudi na Ptuju. Hvala lepa. Prosim, Dejan. Dober večer tudi z moje strani. Zakaj? Dejansko zato, ker drugače kot dobro delati za druge ne znam. To je moj modus operandi od otroštva. Nikoli nisem imel slabih namenov, nikoli komorkoli namerno škodovati in to moje delo dejansko od športa do gospodarske dejavnosti, do podjetništva, do zadružništva, kjer sem sodeloval dejansko na vseh področjih, sem delal v dobro in v nek napredek in imel sem pri tem uspehe in verjamem, da bi v tej funkciji, se pravi župana mestne občine Ptuj, deloval tudi tako dalje, ker enostavno drugače ne znam. In verjamem, da bi me drugi potem podprli, kot sem že povedal, na prejšnjih soočenjih. Vem, da nisem najpametnejši, vem, da vse moje ideje niso top in seveda sem odprt za ideje tudi drugih, zato mislim, da bi z skupnimi močmi naredili korak naprej. Hvala lepa. Gospod Rožmarin. Hvala, lep pozdrav vsem tukaj zbranim, tudi vam, ki ste to organizirali. Ja, vsekakor ne kandidiram zaradi neke funkcije kot take, zaradi plače pa še ne manj. Sem že po naravi človek kompromisa in človek operative, kot vsa leta že hodim po našem lepem Ptuju in naši četrtni skupnosti z odprtimi očmi. Vidim tudi marsikaj, kaj je treba postoriti in zelo rad tudi vidim, kaj drugi storijo in to s pridom želim tudi tej naši občini. Tako da ne gre za prestiž, ne gre za neko, gre pa za energijo, ki jo je treba še potrošiti in nekaj izkušenj. Sigurno z 16 leti sodelovanja v mestnem svetu, ker sem gotovo, da z dobro ekipo sigurno lahko nekaj storiš, pa če tudi so finančne težave vedno težje, kot vidimo, se nam proračun zelo, zelo zmanjšuje od nekih prvotnih. Kar pa se tiče vizije Ptuja, pa vsekakor z večjim potencialom na turizmu in z urejenim mestom in z dobrimi odnosi, da potem lahko storiš marsikaj, ki je potrebno. Hvala lepa. Gorazd, izvoli. Hvala
Hvala za besedo, dobro večer vsem skupaj z Vranem. Zdaj najprej, zakaj kandidiram, čisto fair moram biti, če vkolikor bi kandidiral aktualni župan, jaz seveda ne bi kandidiral, ker je iz iste liste. To je tisti razlog, zakaj jaz danes tukaj sedim, drugače pa mislim, da sem s svojim preteklim delom dokazal, da lahko veliko doprinesem tako lokalni skupnosti, kot tudi širše. In mislim, da smo v tem mandatu pokazali, da se mora na Ptuju določene stvari spremeniti. Zdaj, spremembe so vedno težke in ponavadi sprejete z neodobravanjem, jaz to razumem, ampak to je pač tisto, kar je nujno narediti. Jaz se zavzemam za to, da Ptuj mora iti po tej poti, Ptuj se je prebudil, pa naj reče, kdo kaj želi. Če hodimo po Ptuju, lahko vsak dan to opazimo, če le odpremo oči in če smemo to videti. In jaz sem prepričan, da z mano kot županom lahko to mesto pripravimo do konca. Jaz bom naredil vse, da to mesto postavimo na vse možne zemljevide. Jaz mislim, da delno nam je že uspelo, imamo pa še ogromno potencialov, ki so neizkoriščeni in upam, da bomo danes o njih tudi govorili. Hvala lepa. Andrej? Lep pozdrav še z moje strani in seveda zahvala in čestitke za organizacijo. Jaz bom pa zelo iskren. Odločitev za kandidaturo za župana Mestne občine Ptuj je bila precej enostavna. Verjetno se dobro spomnite, da sem tudi 4 leta nazaj na lokalnih volitvah se postavil na stran sprememb. Bil sem zagovornik menjave generacij, svežega vetra, nekih novih prejemov in seveda tudi pozitivnih sprememb. Jaz zelo dobro vem, da noben človek ni idealen in da vsak, ki dela, greši, seveda. Sem pa vseeno prepričan, da se da boljše. In to je bila tudi po eni strani moja moralna dolžnost, da se izpostavim in seveda, da prevzamem odgovornost za spremembe, saj najlažje doma sedeti in šimfati, pa nič delati. Tako da, zato seveda povsem iskrena odločitev in tudi zelo hitro tudi sprejeta odločitev. Moja želja je, da se Ptuj spet vrne na zemljevid občin v Sloveniji nasploh, da ponesemo glas Mestne občine Ptuj tudi v tujino. Zato imamo tudi seveda nekaj izkušenj podlag. Naša ekipa, kombinacija modrosti, mladosti in pa seveda tudi izkušenj in pravimo, da čas za menjavo generacij. Hvala lepa, Andrej.